Čira, čara, abrakadabra so besede, ki smo jih v našem življenju slišali večkrat, no in vsakič kaj kmalu potem tudi sami ostali brez besed. Magija, iluzija vedno v nas budi čisto posebna razpoloženja, nas navdušuje in prav slednje si bomo privoščili v naslednjih minutah. Z nami namreč iluzionist in pa mentalist Sam Sebastian. Sam Sebastian, dobro jutro, dobrodošli v našem studiu. Izvoli. Sam Sebastian, dobro desetletje se ukvarjaš z iluzijo, z magijo. Zakaj te je to tako navdušilo, da si se lotil tega biznisa? Ja, kot sem bil otrok, me je to navduševalo, tako kot verjetno večino fantov, mogoče v tej najstniški starosti. Takrat sem se srečal prvič s tem, pa sem potem nekako to vedno nosil v sebi, čeprav nisem razvijal tega nekaj let pozneje. Zadnjih 10-11 let pa to delam profesionalno in v bistvu sem nekako se tukaj našel in se vrnil v to zdaj v odraslih letih. Pravkar ste se vrnili tudi iz Beograda, tam ste bili na čarovniškem tekmovanju, osvojili tudi nagrado. Za kakšno tekmovanje je šlo v Beogradu? Ja, v Beogradu je bil mednarodni kongres čarobnih umetnikov Balkana, torej te države, ki sodijo v to regijo in to je zmerom tako, vedno se srečamo cehovski kolegi in ponavadi je tudi kakšno tekmovanje iz teh kategorij. Jaz sem dobil nagrado za kategorijo mentalna magija. Omenila sva nekajkrat danes že mentalist, mentalna magija. Kaj je mentalna magija? Mentalna magija je v bistvu magija oziroma iluzija naših misli, našega uma, tako da bi rekel, gre za neke vrste iluzionizem. Ko govorimo o mentalizmu, gre za neke vrste iluzionizem, pri čemer pa gre za iluzije naših misli. Zelo preprosto povedano. Pred oddajo sem moral pogledati na kartice. V bistvu je tako. Zakaj sploh prišlo do tega? Jaz vedno, ko se pripravljam za en nastop, naprimer zdaj sem vedel, da bom gostoval tukaj, se mi ponavadi začne razvijati neka intuicija, pa tudi takrat imam bolj jasne sanje, ali pa zelo take, ne bom rekel preroške, ampak nekakšne vizije, sploh takrat, ko je kakšno v času polne lune, kar je zdaj. In to noč sem sanjal, ne boš verjel, jaz bil, torej sanjal sem studio, ampak je bila kot neka videoteka. Tukaj sem jaz gost, pa si ti voditelj. Tam pa je bilo tako, da sem jaz bil voditelj, je bila torej moja videoteka in si ti bil gost v tej videoteki. Si prišel in si rekel, da bi si rad sposodil en film in jaz se prav spomnim, da si dal izkaznico svojo na mizo in sem videl tvojo člansko številko v sanjah. Bila je to 4-mestna številka. Zdaj sicer se ne spomnim dobro, vem pa, da sem jo zapisal. Pa če bi naredili eksperiment, ker me res zanima, kaj se zgodi, če bi ti res bil, naprimer, član v moji videoteki, čeprav in bi si lahko izbral svojo člansko številko, recimo, to bi bila 4-mestna številka, lahko je to številka, ki ti kaj posebnega pomeni, nekaj, kar jaz ne bi mogel vedeti. Lahko je letnica rojstva ali kak datum poseben, lahko je tvoja PIN koda. Ampak dobro, to verjetno ne bomo podelili z gledalci. Ampak recimo, dajmo reči, lahko je čisto svobodna izbira. Naprimer, 4-mestna številka. Lahko poveš našim gledalcem vsem, katero bi si izbral. Katero? Naprimer, poštno številko. Kjer živim. Aha. No, se lahko poveš vsem. 2316. 2316. Ja. To je zelo zanimivo, da si to izbral. Je to svobodna izbira. Lahko ti poveš, da se midva nisva tega vnaprej dogovorila, ker ponavadi gledalci zelo zaključijo, da smo se dogovorili, kar je brez veze. Lahko potrdiš, da to ni dogovor, ker lahko se ti glas posuši in ne moreš biti več definitivno. Tako. Ampak zelo zanimivo, da si to izbral. Najboljše, da jaz kar napišem to številko, da je ne pozabimo. 2316 si rekel. To bomo naredili. In veš, kaj je zanimivo bilo v mojih sanjah? Ti si prišel in si dal tole kartico na mizo, svojo člansko, in sem videl člansko številko. In čak bomo še ta čas napisali, da bo... In v bistvu ljudje pri mentalizmu rečejo tako, da 2-3-1-6, da se ljudje dogovorimo naprej, kar je v bistvu, gre za to, da so efekti pri mentalizmu ponavadi tako močni, da ljudje mislijo, da ne gre drugače to narediti, kot da gre za dogovor. Ti si rekel 2-3-1-6, to bomo dali tukaj gor in lahko vsi dobro vidimo, če damo kamero, da si zapomnimo tvojo člansko številko, ok? Zdaj pa tako, v mojih sanjah je bilo zelo jasno, kateri film si ti izbral in
Mi, da smo prej, moramo povedati gledalcem, da smo prej čakali o filmih malo in sem te jaz prosil, da si izbereš en film, ampak moraš tudi priznati, da sem te prosil, da nobenemu ne poveš za ta film. Nihče ne ve v studiu, nihče ne ve. In tudi sem te prosil sam v svojih mislih ta film in nisi nobenemu povedal, je res? Ne, nikomor. Pol pa te prosim povej zdaj vsem gledalcem, na kateri film si mislil ves ta čas, katerega si izbral. Da Vinčijeva šifra je bil naslov filma, ki sem ga imel v mislih. To je zelo zanimivo, Da Vinčijeva šifra. To je film o zaroti, se dogaja vatikanski. V Parizu se dogaja, z Mona Lizo ima nekaj veze. Sploh ne vem, kaj narečem. Gre za... Najboljše, da vzameš ti svoje darilo. Jaz sem ti prenesel danes eno darilo, noter je ena stvar zate, ker pokaži, kaj je... Tako, to in še tvoja vizitka. Počakamo, ja. To odprem. Prosim, ja, kar izvoli. Da Vinčijeva šifra je bil moja misel in kaj je tukaj not? Je nekaj eno darilce, najboljše zdaj še malo... Res je, Da Vinčijeva šifra. Wow. To je bilo mojih sanj zelo očitno, zato sem šel danes jutro v trgovino, jo kupil in ti jo prenesel za darilo. Resnično se nisva dogovorila, nič o tem. Ampak sem pa ti še nekaj prenesel, namreč člansko izkaznico, če se boš kdaj članil v mojo videoteko. Imaš eno člansko številko. Ja, ki je enaka kot... Wow, kako? Nič jasno, popolnoma nič jasno, resnično. Tvoja članska številka na izkaznici je katera? 2316. Bomo pokazali na kamero tukaj od spodaj, če se bo videlo čisto na drobno, ali pa morda tudi ne še bliže. Tako. To je tvoja članska številka. In vidiš, včasih se takšne intuitivne sanje uresničijo in danes se je in v bistvu sem zelo vesel, da... Jaz sem v bistvu ostal brez besed. To se mi še ni zgodilo. To se mi še nikoli ni zgodilo. Sam Sebastian, nagradno igro bo privoščil našim gledalkam in gledalcem, potem pa vseko nadaljujejo s pogovorom. Nič 90, 93, 60, 32 je naša telefonska številka. Jaz še vedno ne morem verjeti, kaj se je ravno kar zgodilo. Na vas čaka paket presenečenja podjetja Bakar in da ga osvojite, morate odgovoriti na naše vprašanje, katero je pravo ime Harryja Houdinija, namreč znanega iluzionista. Tudi na fotografiji ga bomo videli, katero je torej pravo ime Harryja Houdinija. Takole je izgledal gospod, ko se je dal vkleniti in potem tudi rešil iz vode oziroma se osvobodil opreme in šel iz vode. Katero je njegovo pravo ime? Trije možni odgovori so Johnny Weissmuller ali Eric Weiss ali David Copperfield. Kaj je pravilni odgovor? Lep pozdrav, kdo je z nami? Želim, tukaj pa Simona. Simona, pozdravljeni. Sprašujemo vas po pravem imenu Harryja Houdinija. Je pravo njegovo ime Johnny Weissmuller, Eric Weiss ali David Copperfield? David Copperfield mi je najbolj tako znano ime. Ampak bi lahko bil tisti črno-beli gospod, ki smo ga prej videli, David Copperfield? Ja, lahko bi bil. Žal, odgovor ni pravilen. Ne, več sreče prihodnič. Več sreče prihodnič. Sam Sebastian... Jaz bi dal samo namig, da je Harry Houdini zelo cenjen gospod, ki je inspiriral veliko sodobnih čarodejev. Rodil se je 1874 in potem je umrl pa mislim, da 1926, tako da govorimo o tem prelomu iz 19. v 20. stoletje. Tako, in ker je tudi zmanjkalo časa, bomo kar izdali, da je to pravilno odgovor Eric Weiss. Tako, Eric Weiss je bil Harry Houdini. Sam Sebastian, najlepša hvala za danes, tako te bomo še povabili v naš studio. Jaz sem še zdaj čist... Ne morem verjeti. Naslednjič razložiš, kako ti je to uspelo. A se lahko dogovoriva? Ok, lahko, ja. Dobro. Naslednjič torej sam Sebastian razkrije, kako je uspel pretentati moje misli in vedeti pred tem, kaj bom jaz mislil. Še zdaj mi nič jasno. Sam Sebastian, najlepša hvala. In to je tudi za tole sredo vse. Še naprej ostanite v čarobnem vzdušju. Če vas bo kdole takole pretental v pozitivnem smislu besede, še toliko prijetneje, sicer pa lepo sredo še naprej.